Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Vedno smo veseli, ko pride k nam mlad, podjeten človek in ena izmed teh je gotovo Renata Požgan-Bubek, ki jo sicer zelo dobro poznamo. Pravzaprav pa smo prišli na idejo, da jo povabimo k nam v goste na Grabah, kjer je bila tudi ena izmed dobitnic priznanj za svoj odličen prezvuršt na prazniku prezvuršta in hladetine, ki ga pripravljajo v središču ob Dravi. Renata, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljene. Si bila vesela tistega priznanja tam na Grabah? Zelo veseli in zelo ponosne, da nam je to uspelo, ker je to sicer bilo prvo tekmovanje v Sloveniji, kar se je izvedlo v središču ob Drave, in tam smo mi dobili zlato priznanje za prezvuršt in srebrno priznanje. Seveda ti pravzaprav povsod žanješ uspehe oziroma vaša kmetija je znana potem po odličnih mesnih izdelkih. O tem bova seveda še nekoliko kasneje. Sedaj pa me zanima, kaj recimo eno tako priznanje tebi pravzaprav pomeni? Ja, to pomeni, da se lahko pohvalimo ali kakorkoli z kvaliteto. To je velika pot do uspeha. Jaz bi rekla temu tako, ker če je to tam pred strokovno komisijo, pravzaprav pred dvema komisijama, pred strokovno komisijo in pred komisijo potrošnikov, kar so kriteriji zelo zahtevne, in naš proizvod tam doseže tako število točk, da se reče temu za odlično priznanje, pomeni to nam. In to je za nas dolgoročni posel in to nam še da več navdiha, več volje, ki je že itak imamo več kot preveč. No, tam na licu mesta na Grabah si nam kar lepo povedala, kaj pravzaprav naredi en prezvuršt zelo dober, ne? Kajti gotovo komisija ni slučajno dala tako dobrih ocen vašemu prezvurštu. Kaj pa ti praviš recimo, kaj en mesni izdelek napravi tako dober, da si torej zasluži priznanje tako strokovne kot potrošniške komisije? Ja, gledajte, največ je dobra volja in ljubezen do tega, ker če tega ni, ti itak ne more nič uspeti, to itak vemo. To je naše vodilo. Pol pa seveda sestavine, to je tudi zelo pomembno. In da se držiš tistega, kak se reče, kak so ljudje nekdaj delali, ne? Po domače, tu ni nobene industrije, nobenih nekih, ne vem, kemije ali kakorkoli, in to največ pa je itak volja in ljubezen do tega, zato je lahko tudi tako uspešno. Tako, to zelo verjamem. Kar siješ od sreče, mislim, in tudi od navdušenja seveda, si dobrovoljka tako drugače tudi. To pa itak, to pa tako ali tako. Kjerkoli se, ne vem, pojavim ali kakorkoli, itak vsi me poznajo. Dobra volja pa sem zmeraj, nikoli problemov ne jemljem s sabo. Kamorkoli grem, kjerkoli se potepam, ali kako bi temu rekla, sem vedno dobre volje. No, običajno tudi na Čurkarijadi, na Kogu požanjete uspehe, prav tako ste nedavno torej prejeli tudi na Ptuju, ne, priznanje. Za kakšna priznanje je šlo oziroma za kakšne izdelke? Ja, dali smo na dobrote slovenskih kmetij, smo dali tunko in suho špeharco, ker bi rekla tako, tega je verjetno tako malo, mi gremo vedno v ekstrem, vedno iz ene skrajnosti čist v drugo skrajnost, tudi to je en del našega uspeha. In tam smo dobili za suho špeharco srebrno priznanje. Na Čurkijadi, na Kogu pa smo dobili zlato priznanje za črno čurko ali krvavico, kako bi se pač izrazila, da bodo ljudje bolj razumeli, pa bronasto za sivo čurko, to je pa ajdova. Običajno hodite s svojimi izdelki tako na tekmovanja? Ja, zato, ker če greš z svojimi izdelki nekam na nekšna tekmovanja ali ocenjevanja, pol tudi izveš, kje si, na katerem mestu si za, ne vem, da lahko promoviraš pol svoj proizvod, svojo kvaliteto ali pa ne. In to nam je navdih. Ja, zelo radi se
tekmuje, izpostavljamo nekje, da ljudje zazvedijo za nas. Zato smo tudi šli v to, ker moj sin je mene že kar nekaj let pripravljal k temu, ampak ker sem jaz pač verjetno vedela, kdaj je pravi čas, da se lahko v nekaj takega spustimo, smo pač lani šli v to, se pravi pred leto pa pol v dopolnilno dejavnost na kmetiji, razsek in predelava mesa imamo. Ne? No in kdo je v bistvu pri vas torej glaven na vaši kmetiji doma? Ja, glaven za tole dejavnost ali glavni, kako bi se izrazila, je moj sin. Moj sin, Emanuel, ki je itak neizmerno sposoben za to, rojen, bi rekla, kako bi se temu reklo, ko je se on iz osnovne šole odpravljal na življenjsko pot naprej v šolo, sem verjetno jaz takrat malo bila za to, da sem nekako, vsak človek v življenju nekaj zgreši ali pogreši, in takrat je on hotel iti za mesara. Jaz sem pa mu rekla, ne, idi za kuhara, zato ker je tudi na tem področju, je tudi neizmerno, izkazuje zelo velike uspehe, veliko sposobnost in tudi se tam v celi srednji šoli se fejst dobro odrezal. Na vsaki lisici, ki se vozi lisica na Pohorju, kot vemo v Mariboru, je sodeloval, je vedno kuhal. Pol je tudi vse vikende hodil kuhati tam v Areno, v hotel Areno, tako da je tudi to bilo njegovo področje, ampak vseeno je on ubral za mesara, zato ker je tudi takrat že to bilo tako nekako, je njemu se zdelo, da je za to on namenjen. Lepo si to povedala, Renata. Kakšna pa je zgodovina vaše kmetije v Godenincih? Kako je velika, recimo, to je en podatek zanimiv. Ja, danes naša kmetija obsega nekje 50 hektarjev, mogoče kak hektar, 2, 3 čez, ne vem, glih točno vam zdajle ne morem tega reči, ker tudi to me nekako niti najbolje ne zanima. Vem, da je okrog 50 hektarjev, to imam bolj mož moj čez. S tem, da naši začetki ali začetki takrat z Cirilom, še nisva bila žena, zdajle z mojim možem, niso bili nikakor lušni. Mi smo imeli komaj 3 hektare 75. Leta 1991 mi je umrla mama in takrat sem jaz vedela, da, ker itaki sem tudi že imela volo od malih nog, bi lahko rekla, da sem skoraj v štali pa na traktorji gor zrasla. To me je neizmerno vleklo in ljubila sem to, ljubila sem zemljo, ljubila sem, ne vem, živino, vse to mi je bilo, tudi sem naredila kmetijsko šolo. No in takrat, ko se je to zgodilo, pri nas 91 leta, sem jaz vedela, ali zdaj jaz to prevzamem in gremo in začnemo, kako se to reče, s puno paroj nadaljevati, stopnjevati, kar so že moji starši nekako temelje postavili. In tako je tudi bilo. No. Kdaj pa je potem k hiši prišel Ciril, kdaj se je torej priženil k vam? Oziroma Suma je on, ne? Ja, on je Suma, tudi doma ima veliko kmetijo, sin edinec. Tako da tudi za njega verjetno takrat ni bila to lahka odločitev. Ampak jaz sem vedela, da če jaz grem, je, mislim, ne vem, je pri nas vsega konec. Tudi sem imela 3 leta mlajšega brata, ki je obiskoval komaj 2. letnik naravoslovno-matematične takrat šole na Ptuju, danes se temu reče gimnazija. In pol še oče je bil. In če bi jaz odišla na Hum, k svojemu možu, bi, ne vem, propadlo, ja, verjetno. Ja, no, dejansko. No in kje je brat danes? Moj brat je v Ljubljani, na fakulteti, na kemiji, je profesor tam
tam predava. Tako da je vse, kljub temu, da se to vse pri nas dogajalo in ima življenje tako vse skupaj, bi rekla, v koš nametalo, sva vseeno, jaz sem recimo po svojih stopinjah uspela, pa tudi moj brat je takrat šolo zaključil na Ptuju, nadaljeval na fakulteto na kemijo, diplomiral, naredil direkt doktorat, doktor organske kemije in seveda na tej fakulteti tudi v Ljubljani ostal. No, vseeno pa na nek način ostaja, ne, v kmetijstvu. Kdaj vprašaš za kakšen nasvet brata? Seveda, tudi on je bil, ko sem jaz njemu to povedala, da smo to zdaj registrirali in nekako, ker on je to že meni itak pravijo, da bi kar pridelamo doma, bi mogli tudi doma prodati. Ampak vseeno, kako se temu reče, nisem bila mogoče dozorela dovolj za to, da bi to posluhnila. On je tudi mi vedno dajal nasvete. Jaz njemu, on pa mene. In seveda, ko sem jaz lansko leto vse skupaj dokončno spravila v prave tirnice, vse registrirala, sem bratu tudi povedala in bil zelo vesel. Je tudi fejs ponosen na to, da smo se odločili in da res to zdajle, kar je naš fah ali naš podvig, našo cilj, ja, zdaj to delamo. Lepo, čestitke Renata, fino. Hvala. No, kako pa je potem se dogajalo vmes, ne, do teh 50 hektarjev, kot si povedala na začetku, torej je bilo 3 nekaj hektarjev, potem ste najbrž dokupovala zemljo in se odločila torej kmetovati, ne? Ja, seveda. Kot sem že prej na samem začetku povedala, če so želje, pol so tudi uspehi. Cilj je vedno nekje v daljavi, ampak nikoli ne smeš priti na cilj, če bi prišel na cilj, takrat je konec. Zato še vedno so želje neizmerne in seveda tudi uspehi se vrstijo zaporedoma, zapovrstjo, kakor tudi padci, seveda, če nimaš padcev, če ne padeš, se pol itak ne moreš niti pobrati, nimaš vzroka, da bi se pobiral, ampak za vsakim padcem je ponoven podvig, ponoven in takrat še vedno bolj uspešno. Ja, tako. Pol sva, seveda, kot veste, pol manjše kmetije so se začele zemlje prodajati in seveda midva z možem sva, kaj se je ki tam v bližini prodajalo, sva kupovala, če nam je le bilo možno, da sva lahko, ne, ker tudi za nakup zemlje moraš imeti ene pogoje in če nimaš pogojev, če nisi mejaš, če nimaš, ne vem, statusa kmeta, če imaš konkurenco, da ima drug prednost, ne moreš, ampak kar pa sva lahko, pa sva itak kupovala, ja, na veliko. Tudi še danes smo vedno v nabavi, še vedno nabavljamo zemljo, ker nam je to prioriteta, zato ker če nimaš zemlje, ne moreš hraniti živine, ker mi pa hranimo živino, zato sem tudi danes tukaj, da vam povem, da imam dopolnilno dejavnost, razsek in predelavo mesa. Pomeni kompletno proizvodnjo, predelavo in prodajo. Če pa nimam zemlje, ne morem nahraniti pol živine, proizvoda in ne morem pol to predelati, pol je z tega ni efekta. No, kaj torej imate v vaših štalah, v vaših hlevih? Govedo ali prašičke tudi? Imamo vse. Je kar dosti tega. Nekaj je za hobi, je pa tudi ostale stvari so. Imamo pitance, goveje pitance, mislim, da jih je zdaj tam nekje, tudi tega točno ne sledim temu, ker tudi, ne vem, verjetno mi ni to nekako pomembno mi je samo, da vem, če dam ven, pol ga moram
pitanca nazaj notri, telička, ni pa mi glih pomembno številčno. Mislim, da jih je tam nekje danes okrog 85 govejih pitancev. Ja, pol tudi imamo prašiče, seveda, če imamo govejo meso, imamo tudi svinjsko meso. Tam prašičev pa se tudi tam nekje, ne vem, vedno teče nekje od 50 do 100 komadov. Kak je pač. Kdo pa pravzaprav dela doma na kmetiji, glede na to, da si ti v službi, še poleg vsega? Ja, res je. To pa dela, večinoma dela moj mož, on je nezaposlen, seveda je Na kmetiji? Mislim, na kmetiji dela, pa tudi otroci najini, ne. Mama 3 sine, tako da 2 sta zdaj že, mislim, za na traktore, za vse, popolnoma, no, se pravi, on pa Emanuel pa Nino, ja, saj že tudi Rene pomaga, sicer je 8 let zdaj bil star, ampak v tem živi in vidi, kako treba, in tudi on priskoči na pomoč, kar je v njegovi moči. No, zanimivo, še poleg vsega tega, torej 3 sine, ne? Ki jim moraš biti mama, ne? In poskrbeti za nje. Koliko so stari? Emanuel bo zdaj 27, Nino bo oktobra 18, Rene pa je bil zdaj maja 8. Se pravi, na vsako desetletje enega. Redki so bili, so pa, ta pravi. Fino, lepo si to povedala. In torej običajno torej stopite skupaj in opravite neko delo. Kaj se dela trenutno sedaj v teh dneh na kmetiji? Glejte, sedaj ni nekaj nekšnih, ker je tudi vreme tako. Posušili smo, vseeno smo pospravili. Zdajle se pripravljamo na žetev ječmena. Ja, malo smo neki kombajn kupili in tudi zdaj še fantje to fejst pripravljajo skupaj, tako da se pripravlja na žetev ječmena, pol pa tudi pšenice in tako dalje. Ti običajno samo gospodiniš ali se tudi odpraviš torej v hleve in na polja? In na travnike, no? Ja, seveda gospodinjem v službo grem, vsa papirologija je v mojih rokah, to vse jaz vodim, ker danes v naši državi, kot veste, je birokracija in to je zelo pomembno, papirnate zadeve so zelo pomembne, to vse jaz vodim. Se pa odpravim tudi, ne bom rekla, zdaj štalo več mi ne treba iti, ne rabim, ker so pač že dečki tako veliki in zdaj to oni naredijo ali očetu pomorejo namesto mene. Grem pa še na traktor, seveda, če je sila in če je potreba, grem, ja, ni problema. Ker tudi to vse obvladam, kako sem že na samem začetku rekla, ker sem s traktorom gor rasla. No. Zakaj pa pravzaprav hodiš v službo? Je potrebno? Zakaj si se odločila torej še za zaposlitev posebej? Ne, ni tako potrebno, ampak kot jaz, tip človeka, sem zelo rada med ljudmi, zelo rada doprinesem še nekaj družbe, rada za družbo nekaj naredim, rada nekje vidim, da še imam ki na kateri drugi, kaki strani uspeh in seveda, da lahko vsak dan, vsaj za nekaj časa, za par uric se odtrgam od tistega vsakdanika in grem za to v službo. V službo grem z veseljem, vedno z dobro voljo in to mi je fejst lepo. No. Rada delaš v glavnem. Ja. No, kako pa recimo tako poteka en dan tvoj? Kdaj vstaneš? Ja, to je zdaj, seveda, vstajam hitro. Tudi če v službi delam 2 izmene, ko delam popoldan, pridem 10:30 domov, ampak seveda me kot vsakdanjiki moji moški pošto prinesejo notri, na mizi me čaka kup pošte, moram pregledati pošto, pol še kaj ki za otroke za šolo spopolniti zvečer, ker zjutraj otroci odidejo in to jaz, ne vem, zjutraj tudi si še celi pospani pa takšni, ne moreš vsega vjutra delati, tako da večer še jaz to si naredim.
Seveda pa tudi vjutro, ne? Zdaj, ki je poletje, ko se že začne po 4. uri zjutraj daniti, bi jaz že tudi skoraj letela z postelje. Ne rabim dosti spanja, moram pa spati takrat dobro. In seveda tudi moja mama je vedno pravila, rana ura, zlata ura. Zato jaz poleti kljub temu, če ne delam zjutraj, ker takrat pa začnem zjutraj ob 6. delati v službi, pa če tudi ne delam, se tudi tam stanem nekje ob 5, pol 6. Postorim, moram si vse papirologijo narediti skupaj, ker veste, če vodim tako kmetijo, pol še tole dopolnilno dejavnost, imaš enih kup stvari, ki jih treba vedno dobro speljati, ne. Zato jaz najrajši to zjutraj ko še ostali spijo, naredim tam nekje to do 7, pol zbudim deco, on je srednji sin že tako odide na Ptuj v šolo, malega zbudim, Reneja, medtem še si rožice svoje zalijem, ker tudi rožice imam rada, tudi na njih ne smem pozabiti. Tudi to, odpeljem malega v šolo in seveda ta teden, ko zjutraj malega jaz vozim, sem verjetno popoldan v službi, tako kot tudi je. In seveda, pol pa še imam kaj za rešiti ali še doma skuhati, doma moram perilo zaprati. Veste, če imam 4 moške, da je to kup enih stvari, kup enih oblek in vsega in tudi vedeti, kako so moški, niso neke pedantni, natančni, kako se to vse skup pol. Treba kar delati, zato da bi moški, sicer ne rečem, mi dosti pomagajo. Dosti mi pomagajo, ampak osnovne stvari moram jaz, ker sem pa tudi rada natančna pri vseh stvarih in tudi mi ni vseeno, ali kakorkoli je človek urejen ali nekako tako. Imam kar pestro, samo jaz sem hitra, mi to leži, sem mogla hitro vse skupaj že nekdaj kot mlada deklica vse skupaj to fejst vse delate. Ja, in mi je to nič ne hudo. Kar teče, pa še ima en kup dobre volje za vse. Vedno, ne? Ja. Renata, kakšno pa je tvoje mnenje o tej birokraciji? Si povedala, da imaš kar veliko dela s temi vsemi papiri. Kaj misliš, kakšno je tvoje mnenje, kako bi se to vse skupaj dalo malo olajšati? Kajti problemov s temi papiri nimaš samo ti, ne? Pač pa vsi tisti, ki se torej lotevajo dopolnilnih dejavnosti. To je res, ampak veste, bom rekla tako, je prav, da je tako. Je prav, da je tako, zato, ker neki red mora biti. In seveda, to je hrana za ljudi. In če ne bi bilo to tako vodeno vse skupaj z nadzornimi inšpekcijskimi službami, z HASAP-om, z vsemi temi nadzorniki, kako vse to vemo, vse skupaj je, ne bi bilo vrede, ker ko ti delaš, prideluješ hrano za ljudi, ni to enostavno. To so pol strašno grde stvari, če se kaj naredi. Tako da je vseeno to prav je tako, tudi pa, ko to tudi notri v to padeš, je res ogromno tega, ampak to ti pol postane rutina, te to več nič ne ovira. Vemo vsi, vsak začetek je hudi, pol pa če si in če seveda veš, kaj delaš in imaš voljo do tega, je to nič ne hudo. Tako da je prav tako. Mogoče bi lahko malo se nekje to malo mogoče olajšalo, ampak dobro, okej, tako pač v naši državi je, pa naj pol tako bo. Ja, kaj pa bi recimo ti svetovala vsem tistim, ki se bojijo registrirati to dopolnilno dejavnost, ki nekako so skeptični do vsega, ki se obotavljajo, kajti vseeno, ne, je treba nekako rajža, ne, da se torej lotiš. Seveda je treba korajža, ne, ker pa vedno moraš profitirati, ne.
ali pa riskirati, takrat lahko profitiraš. Pogumen pa moraš biti pa veliki optimist, veliki flegmatik, tako naprimer kot sem jaz, ne. Mene ni ničesar strah. Jaz se upam kar česarkoli hapeti ali začeti, zato ker če začnem, pol to delam. Nikoli se ne umaknem, nikoli ne sklonim glave, tudi če ne vem, kje ovir me zmes, pa še ne vem kaj, pa te pikajo z one strani, pa z tote strani, pa te samo hočejo dol pa dol. Ne, jaz samo grem svojo pot, jaz se na nikogar ne oziram, samo tisto, kar moram, da je vse okej glede ostalih nadzornih služb in tegale, to vse izpolnjujem, vedno, zato ker če ne bi, verjetno tudi nam to vse skupaj ne bi tako šlo, ampak ne oziram pa se na nikogar, se veste, kjer je nekaj dela, pa kjer je nekaj ustvarja, pa kjer je nekaj hoče, vemo, kak je v naši preljubi Sloveniji, ne? Kak mi to rečemo, jol, mi rečemo temu jol, ali favšija, ne? Če bi, zavist, če bi jol goril, bi tako vsi zgoreli, ne? Tebi verjetno tudi jaz zgorela, ne? Ampak hvala Bogu, kaj je tak, ne? A ja, ti tudi si favšna, zavistna. Ne, jaz nisem, ne, mislim, še mene bi skurili, kak so favšni, ne? Ampak zakaj, glej, jaz nikomu nič nikdar nisem, jaz sem vesela za vsakega, kjer je nekaj dela, kjer je nekaj hoče ustvariti, kjer se nekdaj hoče dokazati, jaz sem to nikomu ne volila, vsakemu privoščim, jaz sem srečna za vsakega človeka, kjer je to hoče, ampak meni pa so favšni velik del, celo, veste, kak je v domači vasi, tam si najhujša bomba za vse, ne, tam so mislim, tam te najbolj obmetovljajo, in to, ker kamkoli pridem dale od svoje vasi, če že pridem v središče, da pa nadaljujem naprej, sem vse posod dobrodošla. Pa dobro, nič je ne, sej, jaz vsakega človeka zastopim, vsakega človeka razumem, vsakim človekom delam pač tak, kak vem, da treba delati. Ja. No in kaj vse torej lahko dobimo na vaši kmetiji, torej rekli smo, oziroma kaj obsega predelava mesa? Prej zvušte čurke, povedala si torej še tudi suho špeharco, verjetno je veliko tega, ne? Ja, imamo kar dosti proizvodov, pač moj sin je tudi vedno, kak se temu reče, nekšni inovator in vedno je za novitete in vedno dela po svojem okusi, po svojem, kak on čuti, tako on dela, in zato imamo mi dosti tega. Tunka, prleška tunka, ali pa tunka iz kmetije požgan bubek, to je tudi fejst dobra stvar. Pol imamo meso klobase iz tunke, ritnike iz tunke, pol imamo svinjske jezike v tunke, pol imamo dimljene klobase, se pravi konce dimljene. Celo je letos mu uspelo, se moram malo z njegovim, ne vem, uspehom pohvaliti, pršut. Tudi pršut mu je uspel, tako da kjer reče, da ne uspe pršut, sicer je to kmečki pršut, to ni kraški pršut, ampak je v nulo, so ljudje poskusili, pa ne vem, samo tako, tudi od drugod so ljudje prišli in so poskusili. Ja, poznavalci tega in so rekli, da je 1A super odlično, pršut, por kmečko panceto je naredil, pol paprika, špeht, te suhe dela, pol pa imamo tudi, seveda, enkrat na mesec imamo govejo meso. Vsak teden se da pri nas dobiti svinjsko sveže meso, pol za žar pripravlja vso meso, čevapčiče, pol ima kotlete, pleskavice, pač tudi vse za žar se da dobiti. Vse dobrote, ki se jih lahko spomnimo. No, kako pa gre prodaja, oziroma kje prodajate? Prodajate doma ali vozite te izdelke kam? Vse
proizvode, pa vse, kar pridelamo, zaenkrat prodamo doma. Zato, ker jaz delam tu v Ormožu na Safeli in veste, tu je dosti ljudi in seveda ljudje pridejo z moje sodelavci, sodelavke, pol jaz tudi sem, kako se temu reče, dober oglaševalec, nedvomno. menedžer, ja, tu mi leži, mislim, in seveda prodaja je moja, ne. Tako da ste zadovoljni s prodajo. Zelo zadovoljna. Nikdor ne bi, vse tudi, ne vem, nekaj ne bi jombrala, ker je brez veze, takrat še ti ljudje privoščijo, gledajo zdaj pa je šla v to, zdaj pa jombra, ne? No, poleg vsega dela, poleg 3 otrok, velike kmetije, pa si še vedno tako lepo urejena, ne? Nohteki vedno paziš, da si urejena v nulo, kot rečemo, ne? Kako otegneš pravzaprav vse to? Vse se da. Vse je mogoče, če se hoče. In seveda, ja, to pa itak, to pa je moja prioriteta, ne. Imaš veselje? Ja, to imam veselje, seveda, to je tak. Če ne bi imela veselja, te ne bi se zrihtala, samo zakaj pa bi, jaz sem zelo ponosna, da sem kmečka hči, da prihajam s kmetije, ljubim zemljo, sem zelo ponosna, da sem kmetica, ali kakor temu se reče, ampak ne rabi se pa na meni videti, da sem res to, kar delam, ne. Zato pa, ker sem tudi vedno med ljudmi in se veste, kak so ljudje, pa ne da bi se, jaz se zrihtam za sebe, ker meni je to, kak sem vam že rekla, zame je to prioriteta tudi, no. In veselje najbrž, ne? Ja, to pa itak, ja. Renata, za konec pa še morda o načrtih, gotovo ti jih ne manjka, ne? Ne. Najprej še povej, greste kam na dopust, glede na to, da je ta čas, se odpravite tudi na dopust? Seveda, gremo. Seveda gremo. No, sicer lani nam je prvič spadlo morje, drugače pa gremo vsako leto na morje, včasih po 2-krat, ker se vse da zorganizirati, ker organizacija pa No, kdo potem skrbi za živino? Ja, doma ostane moj sin najstarejši, on to pa pol si še ima 2-3 dobre dečke in seveda to oni vse rihtajo, on vzame takrat dopust in ni problem. Ko pa mi pridemo, te pa tudi on gre, sej, tak pa če, nekako se moramo razstalati, no. Letos pa gremo v Črnogoro, glih tak za teden dni. Glejte, ker če celo leto delaš, pa če si neš teden dni dopusta zaslužijo, te pa tak brez veze. Mi delamo, pa tudi si vemo privoščiti. Nikoli nismo, mi smo ne škrti, ne za drugega, pa ne za sebe. No, morda še o načrtih za konec. Gotovo ti jih ne manjka, kolikor te poznamo. Res je, ja. V bližnji daljni prihodnosti, ja, tudi moj sin ima veliko željo, da bi imeli klavnico, da bi klali, da bi še tudi usluge delali za okolje, tako da verjetno bo to Prvo? Enkrat tudi, ja, zdajle prvo na vrsti. Ampak vseeno je to taka pa taka investicija in kot sem vam že takrat na začetku rekla, jaz vedno vem, ko je čas. Ker moji moški, oni bi včasih šli z glavo čez zid in če ne bi bilo verjetno mene, no, pa ne, takrat bi si pa glavo razbili, ne. In nikoli ne smeš iti z glavo čez zid, ker me tudi že moj sin Emanuel dolgo šmira k temu, ne. Samo jaz vem, ko je čas, ja, in zdaj nekako smo v pripravah za to, ja. No, fino. Enkrat bo. Kaj pa recimo kakšna turistična kmetija ali kaj takšnega, ste razmišljali kaj o tem? Tudi o tem smo razmišljali, ampak jaz bi lahko promovirala, jaz bi lahko to vodila, ljudi pripeljala, ne bi pa se preveč jaz s tem ukvarjala, ker treba pa ljudi tudi postreči, jih treba naravnati, treba prej pripraviti, treba pozneje za njimi pospraviti, saj vemo vsi, ko pridejo izletniki, ni to tako enostavno, ker pa jaz imam tudi svojo službo in niti ne razmišljam o tem, da bi službo pustila, ker meni je tam lepo. Mislim, jaz svojo delo tam oddelam 8 ur,
tudi dobim plačo, na mesec imam svoj denar, ne me narobe zastopiti, ne rabim moža nekako prositi, glej, zdaj pa rabim za to, te pa za to, in niti ne razmišljam o tem, da bi službo pustila, niti približno ne, zato pa, kot ste me vprašala, turistična kmetija ali nekaj takšnega, to bi nam bilo vse mogoče, vse možno, vse bi to jaz, ampak takrat bi moral moj sin se nekako pobrigati, da bi še kako si pobrigal za kakšno punco, da bi imel družino, da bi se v to spustili. Glejte, presenečenja pa so pri nas itak non-stop, tako da vse je mogoče. No, računaj, da boš imela 3 snahe enkrat, ne, in Ja. potem bo morda to zaživelo. Ja, Renata, čestitke za vse uspehe, želimo ti seveda še naprej tako uspešno delo, predvsem pa naj ti ostane ta dobra volja in veliko energije za vsa dela in seveda veliko uspehov na različnih tekmovanjih, ne? ja, najlepša hvala. Upam, da Pa se seveda, vidimo. dobra volja je najbolja. Tako, srečno. Srečno. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, verjamem, da vam je Renata malo pomagala k dobri volji. Pomembno je torej, da ima človek veliko energije in tako bomo seveda vsemu kos. Vse dobro vam želimo, pa se vidimo znova z novim gostom čez teden dni. Srečno.